Berilo iz prve Mojzesove knjige. Tiste dni je Bog preskušal Abrahama. Rekel mu je: Abraham. Odgovoril je: tukaj sem. Pa je rekel: vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, in pojdi v deželo Morija. Tam ga daruj v žgalno daritev na gori, ki ti jo bom pokazal. Prišla sta na kraj, o katerem mu je Bog rekel. Tam je Abraham sezidal oltar in razložil drva. Potem je Abraham stegnil svojo roko in zgrabil nož, da bi zaklal svojega sina. Tedaj mu je zaklical Gospodov angel iz nebes in rekel: Abraham, Abraham. Odgovoril je: tukaj sem. In je rekel: ne steguj svoje roke na dečka in ne stori mu ničesar, kajti zdaj vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca. Abraham je povzdignil oči in pogledal, in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v grmovje. Abraham je torej šel in vzel ovna in ga daroval v žgalno daritev namesto svojega sina. Gospodov angel je drugič poklical Abrahama iz nebes in rekel: prisegel sem pri sebi, govori Gospod, ker si to storil in nisi odrekel svojega sina, svojega edinca, te bom zares obilno blagoslovil in silno namnožil tvoje potomstvo, kakor zvezde na nebu in kakor pesek, ki je na morski obali. Tvoji potomci bodo vzeli v posest vrata svojih sovražnikov in s tvojimi potomci se bodo blagoslavljali vsi narodi na zemlji, ker si poslušal moj glas. Hodil bom pred Gospodom v deželi živih. Veroval sem v Gospoda, tudi ko sem govoril, zelo sem nesrečen. Dragocena je v očeh Gospodovih smrt njegovih svetih. O Gospod, zares sem tvoj služabnik sem, sin tvoje dekle. Moje vezi si raztrgal, zato ti bom daroval zahvalno daritev, klical bom ime Gospodovo. Svoje zaobljube Gospodu bom izpolnil, predvsem njegovim ljudstvom, v dvorih Gospodove hiše, v tvoji sredi Jeruzalem. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, če je Bog za nas, kdo je zoper nas? On ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Kdo bo obtoževal Božje izvoljence? Bog, ki opravičuje. Kdo bo obsojal? Jezus Kristus, ki je umrl, še več, ki je vstal od mrtvih in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas. Poslušali smo Božjo besedo. Očetov glas se je zaslišal iz svetlega oblaka. Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Gospod, z vami? Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. V pričo njih se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nad vse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu: Učitelj, dobro je, da smo tukaj. Postavimo 3 šotore,
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi. In medtem, ko so šli zgore, jim je naročil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler sin človekov ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni vstati od mrtvih. To je Kristusov evangelij. O odpovedi torej naj bi danes govorili, tudi sem vas povabil, da bi pod tem vidikom skušali biti pozorni na današnjo Božjo besedo, ki lahko odpoved vidimo, prepoznamo v današnji Božji besedi. Najprej zagotovo pri Abrahamu, v prvem berilu, ki se, tako se zdi, mora odpovedati svojemu sinu, svojemu ljubljenemu sinu Izaku, ki ga je dobil po Božji obljubi, na katerem vsaj Abraham na nek način gradi svoje zaupanje v Boga, v smislu, Bog mi je obljubil, da bo iz mene naredil velik narod, to je moj sin, moj naslednik, zagotovo je pomemben v tem načrtu. In vendar se zdi, da Bog želi od Abrahama, da se tudi temu sinu odpove. V evangeliju imamo Jezusa, ki se ves čas odpoveduje svoji volji, zato da bi izpolnil očetovo voljo. Lahko omenimo še apostola Petra, ki, kot pravi evangelist Marko, ni čisto točno vedel od strahu, kaj govori, in vendar se zdi, da bi želel ostati na tej gori. Predlaga Jezusu namreč, da mu postavi 3 šotore, pa ostati tukaj, ker nam je tukaj dobro. In tudi apostol Peter se mora temu postavljanju šotorov odpovedati, zato da se spusti nazaj zgore v dolino, kjer bo moral slediti Jezusu na poti v Jeruzalem. Odpoved je pomembna zato, ker se v našem človeškem življenju neločljivo povezuje še z eno drugo držo, ki je za naše ravnanje, za ravnanje ljudi nujno pomembna. Povezuje se namreč s svobodo. Svoboda ni edini rezultat odpovedovanja, je pa verjetno najpomembnejši. Brez svobode namreč ljudje nismo ljudje. Nehamo ravnati, ne moremo ravnati kot ljudje. Zakaj je tako? Svobodo si lahko predstavljamo, vsaj meni to veliko pomaga, kot prostor med dražljajem, ki pride vame od zunaj, in med odzivom, ki ga jaz dam na ta dražljaj. Če tega prostora ni, sta dražljaj in odziv popolnoma skupaj in se odzovem samodejno, avtomatično. Sem podoben stikalu na steni ali pa tipki na orglah. Tipka nima nobene izbire, kako se bo odzvala. Vedno, ko žiga pritisne na njo, da isti ton. Stikalo na steni nima nobene svobode, kako se bo odzvalo. Ko pritisnem zgoraj, se prežge, ko pritisnem spodaj, se luč ugasne. In če nimam svobode, sem pravzaprav zelo podoben temu stikalu. Če med dražljajem in odzivom v meni ni nobenega prostora, jaz ne morem izbirati, nekdo pritisne na moj gumb, ve, kaj je tisto, kar me razjezi, in dobi vedno isti rezultat. Jaz se vedno razjezim. Če me dobro pozna, če dobro pritisne, z besedami, z gestami, z molkom, je čisto vseeno. Pritisne na tipko in jaz pobesnim.
Ampak ljudje smo poklicani k drugačnemu življenju, k drugačnemu ravnanju, da bi v sebi vedno imeli svobodo, da bi lahko svoj odziv vedno prilagodili okoliščinam in osebam, ki jih imamo pred seboj. Predvsem pa, da bi znali v vsakem trenutku, v vsakem primeru narediti tisto, kar je prav. Ni namreč problem delati prav, kadar je to povezano s prijetnim, z ugodjem. Ljudje smo tako naravnani, da v svojem življenju najprej iščemo ugodje, udobje, užitek. In to je tisto, kar nas vodi. Že ko smo majhni, ko smo otroci, se ravnamo po tem, kar nam je prijetno. In vendar vsi razumemo, da v enem trenutku, ne samo odrasli, ampak že otroci, začnejo spoznavati razliko med tem, kar je prijetno in med tem, kar je prav. In v enem trenutku tudi pričakujemo, da se znajo otroci že odločati za tisto, kar je prav in ne za tisto, kar je prijetno. Da že razumejo, da čeprav je prijetno pojesti, ne vem, celo tablico čokolade, to ni prav, ker pač moraš, prav je to, da jo deliš s svojimi brati, s svojimi sestrami, da jo deliš še s kom drugim. In kot rečeno, pričakujemo, da bodo že otroci to znali, kaj šele potem tudi mi odrasli. Da nas ne bi vodil užitek, pa ni z užitkom nič narobe, da se prav razumemo. Nič ni narobe z ugodjem, nič ni narobe z udobjem, dokler ni potrebno razlikovati. Takrat, ko pa tisto, kar je prav, ni prijetno, ni udobno, ni ugodno, se pričakuje, da bomo našli v sebi dovolj svobode, da bomo lahko naredili tisto, kar je prav. Takrat je potrebno imeti dovolj svobode. Abrahama vidimo. Abraham bi zagotovo Izaka raje obdržal zase. Prej nisem omenil apostola Pavla. Apostol Pavel se sam zaveda, da to, kar govori, je pravzaprav za ljudi velikokrat nesprejemljivo. Da je za Jude pohujšanje, za Grke nespamet, to, kar on oznanja, križanega Jezusa Kristusa. In zagotovo, kot vsak od nas, bi tudi Pavel raje ugajal, človeško gledano. In vendar se mu zdi prav, da govori resnico, da govori to, kar mu je bilo zaupano. Jezus bi človeško gledano verjetno tudi raje ostal izven Jeruzalema, v katerem že ve, da če se tja odpravi, bo tam moral trpeti in tudi umreti. Ko torej mi v letošnjem postnem času vadimo odpoved, vas povabim, da imamo pred očmi predvsem ta vidik svobode. Odpovedujemo vse, zato da ne bomo sužnji, ampak zato, da bomo lahko to, čemur se odpovedujemo, uporabljali tako, kot je prav, svobodno, da nas ne bo vodil lastni užitek, ampak da nas bo vodila ljubezen. Ljubezen do sebe, ljubezen do Boga, ljubezen do bližnjega, ljubezen do stvarstva. Če ni svobode, ni ljubezni. Mi pa smo ustvarjeni kot svobodni, zato da bi ljubili, da bi delali, kar je prav. Naj ta naša vaja odpovedi v letošnjem postnem času obrodi obilo obojega, obilo svobode in obilo ljubezni.